Vetrolom je marsikje po državi povzročil veliko škode in izpade električne energije. Po nekaterih ocenah je glede dostopnosti in prehodnosti območja posameznih predelov škoda večja oziroma primerljiva škodi, ki jo je napravil žledolom pred 3 leti. V tem trenutku smo že uspeli 60% odjemalcem, ki so zjutraj bili brez električne energije, ponovno zagotoviti oskrbo z električno energijo. V tem trenutku je se še 154 od sicer 3500 transformatorskih postaj, ki jih imamo brez oskrbe. Skrb vzbuja to, da je izven obratovanja tudi razdelilna transformatorska postaja Podvelka, zaradi tega, ker je prišlo do poškodb na prenosnem 110 kV daljnovodu Ožbalt-Podvelka in ekipe prenosnega podjetja poskušajo odpraviti vse poškodbe, zato da bi vsaj jutri ta daljnovod bil spet v obratovanju. Podjetje Elektro Maribor se trudi, da bi čim prej vzpostavili oskrbo tam, kjer je to mogoče, na srednje in kasneje tudi na nizkonapetostnem omrežju. Zagotoviti je namreč treba oskrbo v teh zimskih razmerah. Oskrba z električno energijo je danes še pomembnejša, kot je bila kadarkoli prej, ravno zaradi tega, ker je in ogrevanje, jutri bo tudi mobilnost, vsekakor tudi vse ostala opravila praktično v hiši že odvisna od oskrbe z električno energijo. Mi to vemo, zato naši res zelo prizadevni in požrtvovalni elektromonterji na terenu, sodelavci v distribucijskem centru vodenja, delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi našim odjemalcem čim prej zagotovili oskrbo z električno energijo. Največ težav je bilo v Spodnji Dravski dolini. Največ problemov je v Spodnji Dravski dolini na območju Podvelke, tako v smeri Kozjaka kot v smeri Pohorja. Prizadete so številne občine, recimo Lovrenc, Ribnica, tudi Selnica, tudi na območju Maribora je recimo Limbuš v enem delu prizadet, v enem delu Kamnica. Gasilske enote, ki so z intervencijami začele ob 4. uri zjutraj, so do sedaj opravile več kot 40 intervencij. Generalno gledano za posredovanje gasilcev ni bilo bolj ali manj izpostavljenih predelov. Neke točke ni, oziroma da bi neki predel bil bolj ogrožen oziroma se bi večja škoda naredila, ampak je komplet na širšem območju smo posredovali celotna občina Maribor in pa okolica. Zjutraj je tudi prišlo do enega malo večjega požara, tudi zaradi vetra oziroma pepela, ki je potem prešel v sam ogenj. Naloga gasilskih enot, ki so vpoklicane na določene lokacije, je zagotavljanje splošne varnosti in sanacije. Včasih ljudje pričakujejo, da bomo mi popolnoma prekrili streho oziroma vrnili v prvotno stanje, ampak mi enostavno nimamo opreme. Zato nismo specializirani, zato tako naprimer krovci, ampak mi izvedemo tisto začasno, nujno sanacijo. To mogoče, da prikrijemo streho, da odstranimo kakšen nevaren element od strehe, da odstranimo kakšno drevo. Za vse ostalo so pač pol druge pristojne službe, ko to upravljajo. Na terenu so bile ves dan okrepljene ekipe gasilcev, tudi prostovoljnih, ki so težave sprotno reševali. Sanirali so več vrtcev in šol, ki so bile danes zaprte. Med drugim Srednja prometna šola Maribor in Osnovna šola Cirkovce, kjer so imeli največ dela, saj je v zgodnjih jutranjih urah orkanski veter poškodoval dobršen del ostrešja in odkril streho. Ko sem prispel na kraj, za mano vidite, da je očiščeno, ampak dejansko na novem delu strehe ni bilo. Na prizidku kompletno streho, ki je bila iz pločevine, je obrnilo in jo prestavilo za nekaj metrov na drugo stran proti telovadnici. Nekaj je padlo dol na tla, nekaj je ostalo gore. So pa dejansko bila tam stanovanja, ki so bila odkrita in stremeli smo za tem, da čim prej zadevo saniramo, da pokrijemo, ker nam je pač z oblakov izgledalo, da bo začelo deževati, ampak hvala Bogu ni, ne. Še najbolj se je prestrašila stanovalka, ki je dobesedno odneslo streho nad glavo. To pa je zružilo tako, da te kapno, da ne moreš dojeti, kaj se dogaja. Tako da ven tako nismo mogla, ker je veter preveč pihal, tudi če bi hotela pobegniti, nisem imel kam, ker se vrata niso niti dala odkleniti, ne, ker je to bilo vse pod takim pritiskom. Nimaš kam, skrije se nekaj pod boj, pa stojiš, pa čakaš, da še bo naprej kaj porušilo. Nimaš kam. Le sreči in zgodnji jutranji uri lahko pripišemo dejstvo, da v razdejanju ni bil nihče poškodovan.
Večina otrok je namreč bila šele na poti v šolo, vrtec pa je v delu stavbe, ki je ostala popolnoma nepoškodovana. Tudi notranjost osnovne šole ni utrpela veliko škode. Kljub vsemu pa je iz varnostnih razlogov danes za skupno 216 učencev ostala zaprta. Mi imamo veliko šolo, ne? Tako da če se v enem delu kaj zgodi, še vedno lahko ali imamo alternativo drugi prostor ali pa telovadnica, ampak danes smo zaradi tega, ker je tudi vhod v šolo bil otežkočen, odpovedali pouk, jutri pa bo šola za pouk varna. Še enkrat več se je dokazalo, da smo proti naravi nemočni. Lahko pa se zahvalimo strokovnosti in odzivnosti pristojnih služb, med katerimi je tudi veliko prostovoljcev, da svojo požrtvovalnostjo poskrbijo za hitro odpravo nepredvidljivih posledic vremenskih pojavov.